Ne morem. Bom zvršil pol. Ker malo odloša, gleda, gor. Super, gospod tam. Še muža imate zdravo. Ja, si zato malo odloča. Jutri pa je malo bolj številni imamo zdaj tole. Tako da imamo upanje. Da. Makajte malo, no? Ja, jaz sem. Ne naravno se stavbo. Ja. Dobrodošli vsi skupaj, današnji večer. Tale naša muzika je začela tako hitro igrati, da ko smo mi zasedali gor v dvorani in sprejemali pomembne dokumente, ste se vi že tukaj zabavali, zato sem si zdaj vzel pravico, da vas čist na kratko pozdravim. Zelo sem vesel, da ste prišli v takšnem številu, veste, prej sem ravno naši kolegici iz Pirniča razlagal, nek ameriški filozof, ime sem pa pozabil, je nekoč napisal, vsaka stvar ima tri plati. Eno slabo, dežuje. Eno dobro, ni vroče. Pravi pa še eno smešno. To pa mogoče kosilo, ampak bomo še ne videli. Ne? Tako da vam jaz želim, da uživate naprej. Mislim, da do 5 je poskrbljeno za zabavo. Stane Hribar je pa rekel, ki se mu moram pa od tukaj zahvaliti, ker on je prevzel tako rekoč glavno organizacijsko breme in je rekel, če bo pa kdo hotel še po 5, se bo pa še po 5 zabaval, ampak ker smo upokojenci pa malo bolj šibkega zdravja in tako naprej, mislim, da boste imeli do 5 kar dosti. Hvala lepa, zabavajte se in uživajte. Hvala.
bodoče politike. Poudarjam bodoče zato, ker imamo zdaj volitve predsednika države, malo zatem, seveda čez kako leto, slabo pa volitve poslancev državnega zbora, pa lokalne tudi. Na kratko vam bom povedala, kaj smo zahtevali, kaj bomo poslali z DUS-om in tudi vsem pokrajinam upokojencev širom naše Slovenije. Zelo na kratko. Za pokojninsko politiko, kaj zahtevamo od nove oblasti oziroma politike? Da se pokojnine dosledno usklajujejo z sistemskim zakonom. Sedaj jim to ZPIZ-2, kot veste. Da nova reforma ne ruši našega temeljnega sistema, prvega stebra, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, kar pa ne pomeni, da nasprotujemo prostovoljnemu, seveda tisti, ki si lahko plača. Na dolgotrajni oskrbi zahtevamo, da se ta sramota, že 10 let zahtevamo, kot veste, da se sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi, saj konec koncev nimamo toliko domov, niti jih ne moremo plačevati in da se omogoči oskrba na domu. Socialno-varstvena politika. Tu zahtevamo, da se sprejme takšna, ki bo spodbujala ljudi, da se bodo tudi sami pobrigali za svojo eksistenco z lastno odgovornostjo, seveda pa moramo ranljivim skupinam in tistim, ki so pomoči potrebne, to omogočiti. Pri zdravstveni, da javno zdravstvo ostane temeljni steber zdravstvene dejavnosti. Poudarjam, javno zdravstvo temeljni steber. Vendar pa je treba zdravstvenim zavodom omogočiti, saj smo del Evropske unije, da lahko za svoj račun opravljajo tudi zasebno dejavnost. Potem pa, da je treba plačni sistem v zdravstvu urediti tako, da bodo vsi zdravstveni delavci plačani po obsegu in kvaliteti dela, ne da bo uravnilovka, ki je danes že dolgo obdobje. In končno, glede trga dela, da se tudi nam starejšim omogoči, da se lahko potem, ko se upokojimo, ustvarimo pogoje za upokojitev, če želimo delati, da se nam omogoči delo, s tem, da pokojnina ostane, seveda pa plačujemo prispevke, tako kot vsak drug, ki je zaposlen. No in konec še nekaj bi rada povedala, glede trga dela, skratka, da zahtevamo, in to velja za vsa področja, da se spoštuje pravna država in to pri glavi. Kajti pri glavi smrdi, ne pri repu. In sicer ne moramo zahtevati od državljanov, da spoštujemo pravno državo. Zdaj, če tudi vi soglašate, to so samo na kratko povzeti, kajti če bi vse pribrala, kar smo se prej dogovorili, bi to trajalo pol ure. Hvala vam za vašo potrpežljivost in srečno, lepo se imamo. Mi gremo pa naprej. Jože Privšek, tudi en njegov venček. Pozdrav, prijatelji. Venček slovenskih številka 1.
Pa da našo Katjo vprašamo, kam pa boste šli s telim pohodniškim kompletom? Jaz hodim v hribe. Super! Do 1000 metrov, vse moje. Super, potem smo izbrali pravo nagrajenko. Lučka, ti pa že rebaj prvega nagrajenca, ki bo prejel ne pohodniški komplet, ampak mobilni telefonček. Pa da vidimo, kdo je ta srečni nagrajenec. Prva nagrada gre v moške roke in sicer Alešu, ki pa se piše Ljuba. A je to prav? Ali je Ljubo, ki se piše Aleš? Aleš? Ne vemo? Malo konfuzije pri nas? Aha, Ljuba je bila. Ljuba Aleš. Narobe sta me prepričala. En velik aplavz za našo glavno nagrajenko, prosim. Gospa Ljuba, kdo bo prvi, ki ga boste poklicala? Sin, super, Sin bo prav gotovo vesel, da ste zmagala. Mi vas še enkrat pozdravljamo in upam, da boste še naprej nadaljevali v dobri družbi, v kar ne dvomimo. Lepo se imejte.